Otca in Sina in Svetega Duha. Amen. Brati in sestre, z našimi dragimi rajnimi starši, prijatelji, sorodniki in dobrotniki smo vedno povezani z molitvijo, dragim spominom in lepo besedo o njih. Prav pa je, da jim vsak enkrat na leto posvetimo še posebno pozornost in ljubezen svetim opravilom za rajne v domači cerkvi in na domačem pokopališču, Božji nimi, počitka in stajenja. Tisti, ki že v Bogu uživajo, samo počastimo, gotovo pa je še mnogo rajnih, potrebnih naših molitev in duhovne pomoči, da bo mogli v slavo in blaženost, neskončnost svetega Boga, z notranjo vztrajnostjo v svetem duhu, s sodelovanjem v veri in ljubezni, pri svetem opravilju v Jezusu Kristusu, odrešeniku vseh ljudi, izkažimo rajnim našo ljubezen in občestvo svetih. Vsemogoči večji Bog, živi in mrtvi so tvoji in do vseh si usmiljen, zato tvoji dobroti priporočamo naše rajne brate in sestre, odpusti jim grehe in sprejmi v tebi, da bodo brez konca slavili neskončnega vsemogočnega Boga po Kristusu našem Gospodu. Amen. Dragi sestre in bratje, v živi veri občestva svetih, da smo vsi živi in narajni, združeni v svetem duhu, v eno družino, za vsem zaupanjem prosimo zdaj trojedinega Boga za vse naše rajne. Nebeški Oče, vsi ljudje smo tvoji ljubljeni otroci, sprejmi v večji dom vse rajne, ki so že na poti k tebi. Prosimo te, usliši nas. Svojem očetovski dobroti vodi usmiljenje posebno tistim, ki so umrli nagle in nesreče smrti in so pomoči najbolj potrebni. Prosimo te, usliši nas. Jezus, naš brat in odrešenik, v neizmerni ljubezni si za nas daroval svoje življenje, usmili se svojih kraljevstvo, luči in slave, vse naše rajne škofe, duhovnike, posebno še naše rajne dušne pastirje. Prosimo te, usliši nas. Dobili svojo srečo in večno življenje vsem voditeljem narodov in zgojitelj ljudstva, ki so prispevali za mir, pravičnost in duhovno omiko. Prosimo te, usliši nas. Sveti Duh, Gospod življenje in ljubezni, naj najde v tebi večno veselje vsi naši rajni starši, prijatelji, sorodniki in dobrotniki in vsi, ki so z nami hodili skozi življenje. Prosimo te, usliši nas. Oživi nam vero v življenje po smrti, očisti nam samoljubnosti in zemljske navezanosti, podiri nam milostno, da bomo zares ena družina v Božji ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Molimo za naše rajne, posebej tiste, ki nimajo ne sorodnikov, ni prijateljev, da bi za njih molili. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, da ne grešimo nas drugega. Usmilni Oče, sprejmi naše molitve, žrtve in dobra dela za naše rajne, izkaži svoje izmerno očetovstvo, dobrotno, ljubečno skrb Jezusa, dobrega pastirja in svetega Duha posvečevalca, da bomo se vsi nekoč srečali pri tebi. Amen. Gospod, daj jim večni pokoj In večna luč na jim sveti. naj počivajo v miru. Amen.
Spoštovani dragi navzoči, še posebno med nami pozdravljeni domobranci Jure Truden in Dušan Pip. Pozdrav naj gre tudi domobrancem, ki se niso morali danes udeležiti. Jože Kržišnik, France Uštar ter Albin Magister. Vsako leto se v mesecu juniju snidemo na spominski slovesnosti v čast pobitim domobrancem in drugim žrtvam komunističnega nasilja. Ti, ki se jih spominjamo, niso umrli, čeprav njihovo življenje je bilo vse prezgodaj prekinjeno. Oni še vedno živijo v našem spominu in v naših srcih svojim zgledom, saj so darovali svoje življenje za najvišje vrednote in ideale, za Boga, narod in domovino. Srebrne luči svetijo nad kočevskimi gozdovi in drugimi morišči. Zaradi smrti vaše, naš narod milost je dobil, korenine večnosti. Prisluhnimo mislim današnje govornice, gospe Tatjane Modic Kržišnik, ki nam bo spregovorila na tej komemoraciji. Spoštovani, leto je naokrog in zopet smo zbrani, da počastimo pobite domobrance in žrtve komunističnega nasilja na slovenskih tleh. Od prve spominske proslave bo že 75 let. Letos obeležujemo 80-letnico domobranstva in 75. obletnico prihoda prvih slovenskih beguncev v Argentino. Pa se slovenske tragedije po pretekle zgodovine ne bi spominjala zgodovinskimi podatki. Spominski nagovor naj bi bil iz srca, poln ljubezni in hvaležnosti do vseh, ki so bili in so del teh tragičnih dogodkov. Vabim vas, da si v spomin prikličemo osebe, očeta, starega očeta, pradedka, strica, druge sorodnike, prijatelje. Žive priče, lahko budite tudi kraje in prostore, kjer ste težke dogodke doživeli. Vsak izmed nas hodi skozi življenje zaznamovan s temi zgodbami. Ene bolj krute, druge manj, vendar vse zaznamujoče. Kolikokrat smo slišali o grozotah, ki so se dogajale med vojno in po njej. Kako težko je bilo življenje po taboriščih. Še bolj težko je bilo za tiste, ki so ostali doma. Koliko družin je bilo ločenih in so se lahko pridružili očetom, staršem, šele po dolgih letih. Ko se spominjamo, pomislimo, zakaj se je moralo to zgoditi. Je bilo to zlo, ki se je poosebilo v tistih, ki so hoteli za vsako ceno priti na oblast in uvesti v Sloveniji komunistični sistem? In je bila krivda nasprotnikov le ta, da so se jim uprli? Če gledamo nazaj, težko razumemo, da se je kaj takega lahko zgodilo. Vendar v tem, v našem času, vidimo, koliko se vsega tega ponavlja. Preteklost, zgodovina se nam ponavlja. To lahko preverimo v vsakdanjih novicah. Zato smo danes, po 80 letih tukaj. Imamo pravico in dolžnost, da se spominjamo pobitih žrtev. Teh žrtev ne smemo nikdar pozabiti.
Doprinesli so največjo žrtev, ki jo človek lahko položi na oltar domovine. Svoje lastno, mlado, upov polno življenje. V njih imamo vsi Slovenci duhovno bogatstvo. Iz tega bogatstva lahko črpate vi, mladi, ki teh tragičnih dogodkov niste doživljali in se vam zdijo oddaljeni, ali vam je težko Slovenijo doumeti kot domovino, njihov vzgled ljubezni do domovine, do slovenskega naroda, slovenskih korenin, naj vas nagovarja tudi danes. Vsak človek ima pravico do spomina. Dolžni smo jim spoštovanje in ljubezen. Na spominski slovesnosti za žrtve komunizma je bila na večer 16. maja na Trgu Republike v Ljubljani, je nam vsem dragi misionar Pedro Opeka povedal: samo resnica nas lahko osvobodi, da skupaj živimo in delamo, kar nam daje vrednote in skupne cilje v našem življenju in v skupnosti. Spominski večer slovenskih žrtev druge svetovne vojne je velikega pomena, ker je nujno, da vedo naslednje generacije Slovencev, kakšna krivica se je zgodila tisočem sorojakom, brez pravičnosti ni pravega bratstva in sožitja med samimi slovenskimi državljani. Resnica in priznanje krivic je podlaga vsake sprave. Zato moramo vsi delati in si prizadevati za spravo vseh Slovencev. Ne samo tistih, ki so nekoč zmagali, ampak tudi vseh tistih Slovencev, ki so bili pozabljeni in ki niso imeli iste državljanske pravice. Prava zgodovina se piše z resnico v srcu in ljubeznijo in v duhu človečanskih pravic. Komunizem je našim žrtvam vzel pravico do življenja. Dolgo so bile zamolčane in so večinoma nepokopane. V Kočevskem Rogu so oktobra lani iz brezna pod Macesno Govorico izkopali posmrtne ostanke 3450 Slovencev, pripadnikov Slovenske narodne vojske, ki sedaj čakajo dostojnega pokopa. Te žrtve imajo naravno pravico do groba in imena. Lansko leto smo s ponosom obhajali prvi narodni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Letos ga je vlada na predvečer med spominsko slovesnostjo ukinila. Ob tej novici je na slovesnosti predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin izrekel: lahko nam vzamejo dan spomina, ne morejo pa nam vzeti spomina in sočutja. To dvoje je stvar duha in moč duha je večja kakor moč nasilja. Tudi zaradi teh dejanj smo danes tukaj. Zaradi naših žrtev se moramo tudi javno izraziti, da bodo zločini zapisani in kolikor se le da popravljeni. In ker po tolikih letih resnica in krivice še niso bile priznane, mora spomin prehajati na mlajše rodove. Da bomo še v prihodnosti z globoko hvaležnostjo s spominom počastili njihovo junaško življenje. V junijskih dneh leta 1945 je bilo napisano najstrahotnejše poglavje slovenske zgodovine. Zato je prav, da spomin ne utihne.
Spominjamo se vsega, česar so domobranci in toliko nedolžnih morali pretrpeti pod komunističnim terorizmom. Spominjamo se bolečine, s katero se je smrt mučencev zarezala v družine in v celotni slovenski narod. K Bogu dvigamo pogled in z odpuščajočim srcem prosimo usmiljenja za sovražnike slovenskega naroda. Blagrujmo pa naše žrtve, ki so bile zaradi pravice preganjane, a so sedaj deležne nebeške slave. Danes se vas z akademijo spominjamo. Radi bi vam izrazili našo hvaležnost in ljubezen, ker ste živeli iz globokega in pristnega krščanstva. Dragi naši mučenci, dragi domobranci, vaša junaška pričevanja resnice bodo vedno izžarevala vrednote, za katere je vredno živeti, in bodo osvetljevala pot še dolga leta novim rodovom. Ne vem dosti o tistem času in že pozabljam mnoge nadrobnosti in imena. Vendar se spominjam, kako so v trki odločenosti odhajali fantje in možje. Kako so se zbirali po vaseh in odhajali v noč prijatelji in sorodniki, kmetje, študentje in literati. Takrat, ko je šlo za resnico in slovenstvo, za sever ali jug, in smo vse drugo pustili. Sonce, obdelana polja, domove in ljubezen v tistem času. Bili so kot hrasti na bregeh, kakor razorane brazde.
Bili so škrjančkova pesem nad poljem. 3 hrasti, 3 sinovi moji. Z rokami so vračali zemljo in jo znojem pojili. Nik briskim pesem sta Božela dom, ki jim je bil svetišče. Zanj so se bojevali, zanj so šli svobodo iskat. A nobeden povrnil se ni. Tisto pomlad jih je sprejela, kakor mati jih je prižela na svoje srce. Ta zemlja domača, te moje 3 fante, krvava semena za brazde svobode. Na angleške vojaške tovornjake je odhajala zadnja skupina kakih 500. Nekateri so peli, a njihovo petje je bilo v resnici izraz najglobje stiske. Vsi so že vedeli, kam gredo in da je tam, kamor gredo, mogoče pričakovati karkoli. Fantje so bili odločeni. Kamor so šli vsi ostali, gremo tudi mi. Ljudje so bili tihi, presunjeni. Sonce je žgalo. Od nekje iz druge strani taborišča se je neodločno in pobito zvijal glas harmonike. Ko je žgal svoj motor tovornjak, ki je bil na čelu kolone, sem videl, kako se je nenadoma iz gruče ljudi odtrgala drobna kmečka žena. Glavo je imela pokrito s hodnično ruto. Obraz je izražal nepopisno materinsko zaskrbljenost in se približala vozilu, na katerem je stal kakih 25 let star visok fant. Ta se je sklonil materi in jo poljubil, ona pa si je naglo razvezala ruto in mu z njo trla pot z obraza ter vzkliknila z močnim glasom: Sin! Takrat sem videl, kako je zažarel fantov obraz v nadčloveški žalosti, obenem pa v neki silni notranji umirjenosti. Vozač, ki je medtem izstopil iz avtomobila, je pogledal na mater in sina obstal. Zdelo se mi je, kot da bi za trenutek otrdel. Šele nato je zakričal ostalim vozačem in vojakom zategnjeni: Let's go! V hrupu motorjev se je izgubilo vpitje ljudi in klici v pozdrav. V prahu in soncu se je premaknil prvi tovornjak in se naglo oddaljil po cesti. Za njim je šla vrsta drugih. Fantje so izginili ljudem izpred oči. Nekaj časa je bilo še slišati petje in klice, ki so se mešali z ropotanjem motorjev, a kmalu je vse zamrlo. Ko si učila me risati križ, častiti Marijo, ljubiti domačo veselo, si mi dejala, da naj spoštujem berača in bogatinja, da svet dovolj je bogat, če ljubezen biljavi naš brat.
Učila si me, da za Boga in resnico je vredno trpeti, da vsako življenje je sveto in nihče nima pravice ga vzeti. Revolucija nas je pahnila v vihar, ideje so podivjale, cenili smo krogle udar, življenje nikogar. Mama, ti si odšla, tudi jaz sem odšel. Mati Božja šla je z menoj in križ mi dajal je moči skozi trpljenje. Prevaro, udarce in grozo vareni v kovane. Hvala ti, mama, hvala za vse. Hvala, da tudi daleč na tujem čuješ nad mano. V moji moči je, da pričam o skritih stvareh mesta in gozda, o dejstvih, ki ne stoje v listinah, knjigah in dokumentih. Kje stoje? Pa tudi o emocijah in podzavestnih razpokah duha, težkih sanjah, zalepljenih grozah. Govorim o dejstvih, pa so tako silna, da so kot sanje. Tako resnična, da se jih je mogoče dotakniti le v največji opoldanski budnosti ali v srcu noči. Pričam. V divji jezi 2000-letja so začeli sekati, biti
in podirati gozd. Ves gozd. Živ gozd, ki je ponos kraja in časa. Drevesa, tisoči in tisoči dreves so padala. Padala. Umirala. Tisoč in tisoč mladih dreves, ki so bila napolnjena s čarnim vonjem pomladne rasti, je tisti dan padlo. Nadčloveška sila me je zgrabila, stisnila za grlo, zvezala mi roke, zrušila na tla. Kdo more uničiti gozd? Kdo ga posekati in upepeliti, če ne prasila uničenja? Saj gozd sem jaz in moji otroci in moje živali in vsi, ki so zrasli kot drevesa v svobodi. Tisoči in tisoči visokih košatih dreves posekani. O Bog, iz njih niso bile narejeni zibeli, niso bile stesane okrogle mize, prijetne postelje. Iz njih niso bili narejeni presveti križi in tudi ne žalostne truge. Ampak njih les je bil steptan, razkesan in vržen v jame. Včasih bi jaz najraje pozabil, včasih se utrudim lastnih besed, a ne morem jih utihniti, ne morem samega sebe zanikati, ne smem. Ja, brezbožno so jih pokopali v breznih in jamah. Zanje je bila prihodnost prekratka,
zato sem prisegel, da bo vsaj spomin nanje dolgotrajen. Ne bom dovolil, da bi bili pokopani v brezbrižnem pozabljanju. Luč tistih, ki so junaško odšli v smrt, sije vsem, ki se še obotavljamo v življenju. Oni so že prišli do plačila in miru. Mi pa še vedno tavamo v nemiru in težavah. Toda kljub posekanim drevesom moramo upati, da bodo pognala nova in močna življenja. Moramo gledati naprej, saj to je del naše človeške narave. Njihov spomin pa vzemimo seboj, saj nam ne bo vira v hoje, samo v pomoč nam bo, da bomo v njihovi luči jasneje hodili.